Evropski parlament je na pobudo evropske poslanke Romane Tomc sprejel peticijo o ohranjanju spomina na žrtve povojnega komunističnega obdobja v Sloveniji. Prvopodpisani pod to peticijo je dr. Mitja Ferenc. Peticija je zdaj na voljo tudi za elektronski podpis, pa poglejmo, kako ta podpis oddamo. Najprej moramo opraviti registracijo. Na tej spletni strani, objavljena je na vseh naših spletnih omrežjih in tudi na spletni strani. Na tej spletni strani, torej europarlament.europa.eu, bomo našli obrazec za registracijo, ki ga moramo izpolniti. Vnesemo svoje podatke, ime, priimek, uporabniško ime, izberemo našo starostno skupino, katero državljanstvo imamo, torej prihajamo iz Slovenije. Vnesemo naš naslov, kraj prebivališča in državo. Telefonska številka ni obvezen podatek. Vnesemo poštno številko, naš elektronski naslov. Izberemo naše geslo. Geslo, ki smo ga izbrali, ponovno vnesemo. Izbrati moramo tudi varnostno vprašanje, katerega bomo morali odgovoriti, če bomo slučajno pozabili naše geslo. Varnostno vprašanje je lahko karkoli. In potem še odgovor na to varnostno vprašanje, torej varnostni odgovor. Prepisati moramo znake iz tega kvadrata. Če bi bili ti znaki slučajno premalo čitljivi, lahko kliknemo to za osvežitev slike in nam ponudi drugo. Obkljukamo, da smo prebrali izjavo v zasebnosti in se z njo strinjali. Izjavo preberemo, če želimo izjavo prebrati, kliknemo na ta znak, sicer pa obkljukamo in se registriramo. Potem, ko boste uspešno opravili registracijo, boste potrditev o tej prejeli na svoj elektronski naslov. V tem elektronskem naslovu boste imeli tudi povezavo, kateri sledite, in ko tej povezavi sledite, vas bo pripeljala na to spletno stran, torej kjer so zbrane vse peticije Evropskega parlamenta. Da bomo uspešno podpisali našo peticijo, jo bomo poiskali. Najlažje bomo to storili, če jo bomo iskali po državi, torej izberite državo, poiščemo Slovenijo. Kliknemo OK in poišči. In to vidimo, da je peticija številka 0718/2023 o ohranjanju spomina na žrtve povojnega komunističnega obdobja v Sloveniji na voljo za podpis v podporo. Najprej nam ponudi podatke o peticiji, kdo je vlagatelj, povzetek peticije in podpri peticijo. Peticijo podpremo, kar nam javi tudi sistem z napisom podpora peticiji je vložena. Najlepša hvala za vaš podpis.